Trenutno se nahajamo v vojašnici Vinceca Repnika Slovenska Bistrica, natančneje na postaji nujne medicinske pomoči, kjer sem trenutno v pripravljenosti skupaj z sodelavcem. Tukaj imamo pripravljeno tudi opremo, ki jo naša postaja rabi. Recimo pripravljen imamo kisik, aspirator, monitor, oprema, pripomočki za nudenje, začetne prve pomoči. NMP, prosim. Zdravo, Oliver Klinc po telefonu. V delavnici se je en zgrudil. Ja, v redu, pridemo. Vedno, ko kličete na 112, povejte, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine, ali je to nesreča, požar, nevarne snovi in kakšno pomoč potrebujete. Vzemimo opremo, en nezavesten v delavnici. Nesreče so različne, za vse pa velja naslednje. Pomembno je, da ohranite mirno kri. Tako pomagate sebi in drugim. Najprej pomagate sebi, pa potem drugim. Prvo pomoč poiščete pri ljudeh, ki so na kraju ali pa v bližini. Če situacije ne morete sami vladati, pokličete na klic v sili, številko 112. Čas je zelo pomemben, zato storite vse, kar znate in zmorete. Povej mi, kaj se je zgodilo? Pred mano se je zgrudil, prej sem preverila dihanje, dihal, pa sem ga dala v položaj za nezavestnega. Pomembno je, da takoj preverimo odziv. Janko? Ni odziva. Zdaj bomo sprostili dihalno pot, preverimo tujek, preverjamo dihanje, 10 sekund. Ne diha, Olivera, takoj pokliči 112. Simon, ti pa takoj pripravi defibrilator, izmerimo sredino prstnega koša in takoj pričnemo za 30 stisi in 2 piha. Vsi stran. Ne dotikaj se bolnika, analiziram se. Pritisni utripajoč gumb za šok. Šok izveden. Prični z oživljanjem. 28, 29, 30. Izvedemo 2 vpiha in nadaljujemo. Me čuješ? Ja. Anja, tu veš, prišlo je do zastoja, pomagali ti bomo, dobro? V redu. Ko opazite znake življenja, pomeni, da gremo takoj preverjati vitalne funkcije. To so, da preveriš dihalno pot, dihanje in cirkulacijo. Danes smo vam predstavili temeljne postopke oživljanja. Jaz upam, da ste se od tega nekaj naučili. Vi nas všečkajte, subscribajte in spremljajte Enotne še naprej.